Za kreiranje spletnih tečajev obstajajo določeni procesi in ti procesi nam zelo olajšajo proces kreiranja spletnega tečaja. Zdaj, če smo mogoče toliko na hitro za lažjo predstavo, to pomeni, da najprej naredimo strukturo programa, to se pravi, da točno vemo, kakšen bo potek in tudi kaj bomo vsebinsko v katerega od modulov in celo v katero od lekcij dali. Potem naprej storyboard. Storyboard nam pomaga, da v bistvu dorečemo, na kakšen način se bojo zadeve posnele. Potem storyboard nam potem da torej to osnovo, da vemo, kaj moramo pripraviti, bodi si grafično, ne vem, kakšne grafične materiale, mogoče kakšne, kaj posnet, ne vem, v neki, bom rekla, bolj profesionalni obliki, to se pravi, kakšne kadre vse moramo posneti in tako naprej. In potem v bistvu gremo snemati, pa urejati in tako naprej. Skratka, ti določeni procesi nam res zelo olajšajo, da mi, kot bom rekla, ko sami pripravljamo spletni tečaj, vemo, kaj imamo za pripraviti, da točno vemo, kaj moramo v kateri fazi narediti in da tudi, če par mesecev zadeva leži tam v našem virtualnem predalu ali pa na računalniku, da ko se vrnemo nazaj, točno vemo, kje smo ostali oziroma kaj vse nas še čaka. Tako da, čez ta proces bomo šli v brezplačnem spletnem izzivu Splaniraj spletni tečaj v 5 dneh, tako da povabljeni, da se pridružite in skreirate pravzaprav prvega od teh korakov bomo že naredili, to se pravi strukturo in celo do storyboarda vas nekoliko pripeljem, da znate zadeve postaviti tudi v računalniškem programu.